Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti v počastitev 60-letnice Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Jovo, da me not, to mora iti ven iz mene. Ne gre se za to, koliko padeš, šteje samo, koliko ostaneš, koliko to verjameš, koliko močno v to verjameš, na polno noto to verjamem, daj, petih zjutraj že ostanem, brez budilke v glavi imam alarm, evo me, jaz sem pripravljen na nov dan, nov tempo in nov flow imam, pripravljam vedno, to ni game, to je moj life. Gremo, to je naš fight, skupaj pišemo legendo, to je naš cajt. Dan se ga hara, vidi ste vara, tle se ne špara, polna dvorana, čaka nas zmaga. Moje srce, moja država, moji ljudje, moja zastava, stisnem zobe, do konca se gre, tukaj se čutiš že čara. Čutiš, kaj se dogaja, ta povezava med nami obstaja, tale črnjava se zdajle osvaja, cela hala bo spet ropotala. To, gremo skup do finala, to, gremo skup do pokala. Koliko verjameš noto to, koliko verjameš, da lahko, a daješ noter 100%. Jaz verjamem tako močno, ne uname se ne bo, prihajam po zlato, sam tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo, tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo, tempo. Life in na hard, včasih ne zbiraš kart, še kolikrat bo mogel nazaj na štart, alej naprej, kar bilo je pust odzad. Poglej srce, noter skriva se prvak, zdaj te za proti napad, na koncu teme je light, mogoče zgubil sem bitko, sam bom dobil ta fight. Mam to bolo in mind, jaz mam kontrolo in grind, mam za sabo ekipo, vsi imamo isti vibe, boljši ka every cheat, naš tempo je savage kid, kadam noto vse, kar mam nastane, tak magic trik, levi krik, kar vidiš je levi ring, vse kar vidiš in slišiš je noto meno lim, stringi do štenge, vse do legende, tempo visoka, tri glavske sline, dneve in tedne in mesece in leta, vse do atleta, čelah jaz, polah to ti, evo štafeta za nove ljudi, prišel bo sticam energy, prišel bo sticam legacy. Koliko verjameš noto to, koliko verjameš, da lahko, a daješ noter 100%. Jaz verjamem tako močno, ne uname se ne bo, prihajam po zlato, sam tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo, tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo, tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo. Verjam, da slej, ka prej pride tu tvoj moment, no, daš, ta tempo, daš, ta tempo. Verjam, da slej, ka prej pride tu tvoj moment, no. Lega, fant gre, kolikrat stisnuje zobe, a kdo ve, lejo, punca gre, te poklejo v srce. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, njegova ekscelenca Wang Švungčing, veleposlanik Kitajske v Sloveniji, njegova ekscelenca Hiromiši Matsušima, veleposlanik Japonske v Sloveniji, državni svetnik gospod Danijel Kastelic, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, gospod Bogdan Gabrovec, predsednik Paraolimpijskega komiteja Hrvaške, gospod Ratko Kovačič, direktor FIHO, gospod Borut Sever, predstavniki sponzorjev, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. 60-letnica
Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite si nedvomno zasluži aplavz, kot ste dokazali v uvodu, in je gotovo vreden naše pozornosti in spoštovanja do vseh, ki so in ste k temu doprinesli. In je nedvomno tudi priložnost, da se vsaj na kratko ozremo na prehojeno pot prvih 60 let. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov po drugi svetovni vojni. V Zvezi vojaških vojnih invalidov so ustanovili komisijo za šport, ki je začela organizirano skrbeti za športno-rekreativno, kasneje pa tudi za tekmovalno obliko športa. Kmalu se je ta dejavnost razširila tudi na druge invalide in na njihove novonastajajoče organizacije. Že leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju. 1954. leta pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in strelstvu, z udeležbo približno 200 invalidov. Ti športi ob balinanju tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji. Slovenski športniki so se uspešno udeleževali tudi državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport invalidov Jugoslavije. Zveza, ki je na začetku skrbela le za športne dejavnosti rekreativnega značaja, je kmalu prevzela skrb za tekmovalne in kasneje tudi vrhunske športe invalidov. 21. oktobra 1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov. Sedanja organiziranost zveze ima svoje korenine v 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo zvezo, Zvezo nacionalnih invalidskih zvez. Novo nastali zvezi, Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, izvaja športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so evropska in svetovna prvenstva, svetovne igre in paralimpijske igre. Sedanje članice so Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo študentov invalidov Slovenije, Zveza invalidskih društev invalidov s trajno kolo-, ilo- in urostomo, Društvo laringektomiranih Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Društvo distrofikov Slovenije, Društvo paralitikov Slovenije, Zveza društev civilnih invalidov Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov, Društvo revmatikov Slovenije ter Nacionalna zveza Sožitje, Zveza društev za pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvoju Slovenije. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, tako sedaj izvaja ali omogoča izvedbo okoli 40 državnih prvenstev in do 70 programov nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje preko 1100 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 130 reprezentantov letno. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, je članica 17 mednarodnih športnih zvez za šport invalidov na evropski in svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za večino športa invalidov, Mednarodni paralimpijski komite. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, je članica Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v Sloveniji. Z velikim veseljem sem se odločil, da bom kandidiral za mesto predsednika in sem želel spremembe. Nisem se pa zavedal, da imam doma komaj 10 mesecev stara dvojčka.
Bil je to zelo velik zalogaj vodenje tako velike organizacije, kot je Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite. Seveda je v nadaljevanju bilo veliko izzivov, ki jih v tistem trenutku nisem še prepoznal, pa kljub samo sem zelo zadovoljen, da smo uspeli narediti kar nekaj velikih sprememb. In gospe in gospodje, cenjeni gostje, to si nedvomno zasluži aplavz, tako kot ste že želeli. In če nadaljujem z besedami, ki smo jih slišali, jaz sem zelo zadovoljna in počaščena, da lahko zdaj k mali čarovniji, torej zaslona iz dvorane na oder, povabim našega gostitelja, predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, gospoda Damjana Lazarja, ki mu boste gotovo navdušeno zaploskali. Gospod predsednik, oče dvojčkov, kot smo slišali, dobrodošli na odru. Hvala lepa. Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport, gospod dr. Igor Papič, spoštovani visoki gostje, spoštovani zbir, lepo vas pozdravljam ob 60. obletnici naše zveze. V mojem tretjem mandatu predsedovanja Zvezi za šport me je doletela ta čast, da skupaj z vami praznujem 60-letnico naše zveze. Da počastim 60 športnih uspehov, tistih, zaradi katerih je ta zveza nastala, naših športnic in športnikov, ki so z nami delili ne le svoje športne uspehe, pač pa tudi veselje, žalost, razočaranje, neuspehe, ter ob tem postajali samozavestnejši in ponosnejši slovenski parašportniki. Ob častitljivem jubileju smo to bogato zgodovino, ki je v kratkem orisala naša voditeljica Bernarda Žaren, zbrali v najnovejšem zborniku naše zveze, ki ga je s popolno predanostjo in z veliko potrpežljivostjo uredil naš starosta, gospod Jože Okorn. Za veličasten izdelek, ki je slavospev uspehov parašportnikov, katerega boste nocoj vsi prijeli ob odhodu, se mu iskreno zahvaljujemo in predlagam, da ga na tem mestu počastimo tudi z aplavzom. Kot nevladna organizacija že ves čas skrbimo za spodbujanje mladih invalidov za športno udejstvovanje. Jih spremljamo pri njihovem razvoju, podpiramo na poti k uspehom in spremljamo na največjih svetovnih dogodkih. V zadnjih 6 desetletjih smo zrasli v resno krovno organizacijo, ki uživa velik ugled, delo pri njej pa ostaja večna radost, saj s svojim delom z mladimi in že uveljavljenimi športniki ter usmerjanje pozornosti nanje dajemo zgled ne le invalidom, temveč vsem državljanom Republike Slovenije. Kot člani mednarodnih športnih organizacij pa tudi celemu svetu. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki vse to omogočajo. Že več desetletij je naš največji financer Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Finančno pomoč našim kategoriziranim športnikom in invalidom nudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za šport. Pokroviteljstvo nad našim projektom Postani športnik, s katerim v lokalnem območju nagovarjamo mlade invalide, da se vključijo v športne aktivnosti v domačem okolju, je prevzelo podjetje Lidl Slovenija. Za potrebe po varni mobilnosti naših športnikov in invalidov skrbi naš avtomobilski partner Toyota Slovenija. Naše vsakoletno najbolj radostno prireditev Paraolimpijski tabor za družine, ki skuša mladim ljudem približati šport, s katerim se lahko ukvarjajo glede na njihove osebne zmožnosti. Tabor aktivno podpira LEK, član skupine Sandoz. Loterija Slovenija aktivno pripomore k naši vidnosti in pozornosti z novimi inovativnimi poslovnimi modeli, hkrati pa vsi skupaj javnosti prenašamo sporočilo, da so igralci iger Loterije Slovenije tudi člani slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, katerih delovanje omogočajo ravno sredstva zbrane z igranjem loterijskih iger.
Ponosni smo tudi na naš skupni projekt Srečko Paralimpiko, ki je bila ob toku obdobju Paralimpijskih iger Tokio 2020. Pomembno finančno podporo našim mladim še neuveljavljenim športnikom pri njihovem začetnem športnem razvoju nudi projekt Mladi upi Zavarovalnice Triglav, ki skrbi tudi za aktivno promocijo parašporta po osnovnih šolah. Zahvaljujemo se vam, da ste podprli naše poslanstvo in s tem omogočili mnogo uspešnih in zglednih športnih ter življenjskih zgodb. Vsi naši predhodniki so s svojimi športnimi uspehi doprinesli k razvoju naše krovne organizacije za šport invalidov. Izzivi nekoč in danes so tisti, ki nas ženejo dalje. Vsako desetletje prinese nove izzive in med ključnimi je sigurno inkluzivnost, vključevanje invalidov na vseh nivojih, na katero lahko odgovorimo le kot celotna družba. V našem času je aktualen izziv integracije športa invalidov znotraj že obstoječih nacionalnih panožnih športnih zvez neinvalidov, ki si jo prizadevamo izpeljati in bi bila lahko odločilen korak naprej k naši sodobni družbi in pri tem nam je veliko pomoč Olimpijski komite Slovenije, Zveza športnih zvez. Zvezi težimo k neprestanem razvoju in se tako kot naši športniki izzivov, ki so pred nami, ne bojimo že 60 let. Sami zmoremo veliko, skupaj z vami zmoremo vse. Hvala lepa. Najlepša hvala. In ta skupaj nedvomno vključuje tudi cenjenega ministra za izobraževanje, znanost in šport, doktorja Igorja Papiča, ki ga z velikim veseljem in spoštovanjem vabim k nagovoru. Spoštovani predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, gospod Damjan Lazar, spoštovani visoki gostje, dear distinguished guests, your excellencies, spoštovane športnice in športniki, dame in gospodje. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na tem pomembnem dogodku ob obeležitvi 60-letnice Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gotovo so športnice in športniki tisti, ki sodite med najprodornejše ambasadorje Slovenije v svetu. Z vašimi uspehi se lahko vedno pohvalimo, vaša imena lahko vedno ponosno izgovarjamo, zato je pomembno, da je poskrbljeno za okolje, v katerem lahko razvijate svoje talente. In Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, že 60 let skrbi za to. Iskrene čestitke in hvala za vaše delo. Hvala predvsem za to, da rušite stereotipe, kdo je lahko športnik oziroma športnica. To je bistvo športa, da nas povezuje, uči sodelovanja in vztrajnosti. Pred 60 leti ste začeli z delom z vojaškimi invalidi. Danes je med vašimi članicami 15 nacionalnih invalidskih organizacij, te člani mednarodnih zvez za šport invalidov na evropski in svetovni ravni. Še naprej vam želim, da se tako uspešno razvijate in rastete, kot ste se v teh 60 letih. Vaše športnice in športniki pa se ne posvečajo le športu, temveč tudi motiviranju ljudi, saj dokazujejo, da ni nič nemogoče. Posebej bi izpostavil vaš program Paraolimpijski šolski dan, ki na osnovnih in srednjih šolah otrokom oziroma mladostnikom približa športnice in športnike invalide. Pa ne le to, hkrati razbijate mite in tabuje o invalidnosti. Naj omenim še vaš paraolimpijski tabor za družine, ki je pomagal že številnim družinam, da so našle pravo pot pri športni dejavnosti svojih otrok. Še bi lahko našteval vaše programe in projekte, s katerimi ste orali ledino na tem področju, da bi zagotovili ustrezno okolje in pogoje ne le za športnice in športnike invalide, ampak za vse, ki se v življenju soočajo z raznimi ovirami. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat iskrene čestitke za opravljeno delo v preteklih 60 letih in pa seveda želim vam še veliko uspehov
v nadaljnem obdobju. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister. Slavnostnim besedam pa naj zdaj sledi srca in duše božajoča glasba. Pesem Mlade oči smo izbrali, ker se zdi, kot bi govorila o vas in vašem srčnem, strastnem žaru v očeh. Oči so, ne glede na leta, ne glede na izkušnje in preizkušnje, vselej lepe in mlade. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. In na oder zdaj vabimo vedro in sončno Leo Sirk. Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telu zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo v jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre srčne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. In dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo v jutra. In mladih očeh veselje in smeh porajata vedre srčne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. In dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Verjela bi vse, zares prav vse. Hvala. Če bi Dušan Velika Vrh danes pisal to besedilo, bi gotovo zapisal: mlade oči so vaše oči. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, gotovo poznate misel Nejca Zaplotnika, da ni važen cilj, pač pa je važna pot. Alex Nobel pa je dejal: uspeh ni prostor, kamor prispeš, ampak stanje duha, s katerim se lotiš potovanja in ga nadaljuješ. In spoznajmo zdaj sopotnike, ki Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskemu paralimpijskemu komiteju
pomagajo. Šport je že tradicionalno in močno vpet v področje naše družbene odgovornosti. S podporo športnikov, klubov in organizacij kreiramo in soustvarjamo zgodbe, ki povezujejo in navdušujejo. Del teh zgodb so tudi naši parašportniki, pri katerih še posebej cenimo njihov trud, vztrajnost in predanost. 60 let je velik praznik za kogarkoli. V primeru Zveze za šport invalidov Slovenije je pa dosežek še toliko večji. Vaše poslanstvo, napredki, ki ste jih dosegali, dosežki vaših športnikov premagujejo ne samo svoje ovire, pa omejitve, ampak tudi predsodke, izgovore in meje možnega. Sodelavci Loterije Slovenije smo na naše partnerstvo ponosni, da lahko meje premikamo skupaj. Zaradi vsega, kar ste za nas velik vzor in navdih. V imenu Loterije Slovenije vam čestitam za vse vaše dosežke in vam želim vse najboljše za naslednjih 60. Jubileji so vedno odlična priložnost, da se ozremo v preteklost, se spomnimo pomembnih dosežkov in naredimo načrte za prihodnost. Vaša preteklost je prepletena s številnimi mejniki, zgodovinskimi dosežki, navdihom in zagnanostjo, ki si jo lahko vsi vzamemo za zgled. Za to prehojeno pot vam iskreno čestitam in vam želim, da boste z istim tempom, zavzetostjo in miselnostjo, ki premaguje vse ovire, nadaljevali tudi v prihodnje. Vse najboljše za 60 let. V nadaljevanju bomo še spoznali in pozdravili podpornike. In zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim izjemnega sogovornika, gospoda Jožeta Okorna. Leta 1972 je na paraolimpijskih igrah v Heidelbergu osvojil prvo medaljo med športniki invalidi za takratno Jugoslavijo. Osvojil je bronasto kolajno v metu diska in evropski rekord držal kar 9 let. Na teh igrah je zlato medaljo uspeh Slovenije dopolnila Pavla Sittar. V letu 1980 je gospod Okorn na paraolimpijskih igrah v Arnhemu na Nizozemskem osvojil srebrno medaljo, z bronastim odličjem pa se mu je v metu kopja pridružil Marjan Peternelj. Začela se je bogata era kolajn, saj se naši športniki iz paraolimpijskih iger še niso vrnili brez kolajne. Doslej so osvojili 4 zlate, 8 srebrnih in 12 bronastih odličij. Jože Okorn je bil evropski prvak, v njegovi zbirki pa je na mednarodni in državni ravni več kot 200 odličij. Je tudi edini športnik med paraplegiki in tetraplegiki, ki je v letu 2008 za uspešno delo v športu invalidov prejel Bloudkovo nagrado, najvišje slovensko priznanje na področju športa. In zdaj sem res vesela in počaščena, da se lahko pogovarjam z vami. Gospod Jože Okorn, dobrodošli na odru, lepo vas je videti v oči. Hvala lepa, gospa Bernarda. Predlagam, nekako prihajamo iz istih koncev Dolenjske. Z juga. Z juga. Oba imamo vinograd. Kadar nismo v Ljubljani in na Brdu, dihava dolenjski zrak, pa ker jaz sem Jože. Nič gospod. Hvala lepa. Mi športniki se naslavljamo z gospodom. Hvala lepa, Jože, ker ste omenili vinograd. Vas moram vprašati, kako poteka delo v vinogradu? Ja, jaz sem malo starejši in imam urejen tako še ta prejšnji režim socialistični, ne? Ja. Delitev dela. Ja.
Jaz imam od oktobra do marca, žena pa od marca do oktobra. Po vašem smehu sodeč vam je všeč ta delitev dela, predvsem tisti del, ki ga opravlja Jože. Pa če zdaj se dotakneva športa, kakšen je vaš pogled na začetke organiziranosti športa invalidov? Ja, jaz nisem nek govornik, tako kot sta bila oba spoštovana predgovornika. Jaz predlagam, da dokažete, da je. Zato tudi nikoli predsednik nisem bil in pa precej sta mi že ukradla, kar sta povedala. Ampak sem prepričana, da imate mnogo podatkov v glavi, so pa nedvomno tudi zapisani v zborniku, ki ste ga uredili, kot ste omenili. Ja, saj ravno zato se bojim, malo preveč vem o športu invalidov, da ne bi bil površen. Sicer jaz spremljam šport invalidov od leta 1968, takrat je pač usoda hotela, da sem prišel na voziček, kar v redu, sploh ni tako hodil, kot zgleda. 20 let ste bili stari, ne? 20 let, na rojstni dan, ja, na 20. rojstni dan, ja. No in takrat sem pač začel to medicinsko rehabilitacijo v Soči, oziroma Zavod za rehabilitacijo Ljubljana je bilo takrat. In sem že takoj se seznanil z to dejavnostjo, ker je bil takrat zaposlen zdaj pokojni Bojan Hrovatin, vodja športa in rekreacije, direktor je pa bil Miro Vesel, prvi predsednik Zveze za šport in rekreacijo invalidov takrat, leta 62 ustanovljena. No in on je potem ta svoj duh in to svojo moč izražal tudi naprej na sodelavce. Tako da sem že leta 1969 prvič nastopil že v neki ekipi košarka proti kliniki Santa Lucia iz Rima. Zelo pogosto so bile te rehabilitacijske izmenjave v športnem področju. No, potem se je to naprej dogajalo in vse do teh uradnih oziroma prvih za Jugoslavijo, za Slovenijo paraolimpijskih iger v Heidelbergu. Zdaj smo vsi ponosni na vas, športnike, vas spremljamo v medijih. Na začetku pa ste dejali, ni bilo ravno lahko se dogovoriti z mediji, da objavljajo vaše zgodbe. Ja, zanimive zgodbe so okrog medijev, hvala Bogu je danes tako kot je, lahko bi bilo še boljše. Se pa spomnim, da leta 1971 smo imeli prvo uradno tekmovanje v počastitvi Bojana Hrovatina. Smo dali pač to povabilo novinarjem, se spomnim pokojni Henrik Ibelajs, Tugo Klasinc, Boris Ljubič in tako naprej. In niso verjeli, pridite, bodo invalide metali z vozička, kroglo, disk in tako naprej. In so iz ograje gledali tam v Soči, kaj se to dogaja. Kaj se greste? Seveda, in smo potem jih dobili v svoje vrste, je bilo pač to potem lažje v nadaljevanju. Druga zgodba okrog medijih je pa po Heidelbergu. Bilo je potrebno, mimo grede pozdravljam vse oba kolega iz Heidelberga tukaj in kolegico Alenko, ki so bili takrat z nami, bodi se tekmovalci ali vodstvo. No in smo šli po osvojenih teh medaljah, tudi paraolimpijci, dobitniki medalj, v Beograd na sprejem pri takratnem predsedniku države, skupaj z neinvalidi. Takrat je bil, če se spomnite, veliko je tukaj mladih, se ne spomnite, medalja rokometašev, bokserjev, Vujin, Mati Parlov. No in ko se vračamo na Brnikih smo imeli parkiran avtomobil, poln z listki gor, in so pač že poročali medije, televizije, čakali so nas kamere, tam vse tiste listke za plačilo kazni so raztrgali. Tako da je bilo potem tudi to ena stopnica za naprej. Tako, in ste postali iz Dolenjskega Jožeta Jože Zvezda. Prej ste omenili začetke, kateri pa so tisti datumi, tiste letnice, ki so najbolj srčno zapisani v vašo dušo? Ja, to je nedvomno datum, ko ga je že danes predsednik omenil, 1962, ta organiziranost, da se je začelo, moramo pa povedati, ne smemo pozabiti, da pred mojim nastopom v Heidelbergu in pred letom 1962 se je že odvijal šport zelo intenzivno in, bom rekel, uspešno, šport gluhih na svojih tekmovanjih in prav gluhi imajo izjemne rezultate skozi vsa ta obdobje, ko delujejo športno, ne samo športno.
No, vprašala ste me za te datume, to je 62, pa nedvomno 72 Heidelberg, ne? To je bila ena prelomnica v večjem pomenu. Ne? Potem je bil to leta 91, smo bili sprejeti v Olimpijski komitej Slovenije. 92 je bil prvi nastop samostojne slovenske reprezentance v Barceloni. Takrat so bile velike borbe, da smo izposlovali toliko športnikov in že osvojili tudi prve medalje. 93 smo bili sprejeti v Mednarodni paraolimpijski komitej in tako naprej. Ne vem, sem kako letnico pozabil, to imam zabeleženo, ampak jaz sem že tudi v letih, pa mi kaj uide. Poglejte, vse z glave. Jaz profesionalna govorka z listki na odru, gospod Okorn pa vse letnice z glave. Ja, še to. Leta 19. leta smo pa se preimenovali, mi smo se 4-krat preimenovali v Zvezo za rekreacijo in šport, Zveza za šport in rekreacijo, Zveza za šport invalidov, paraolimpijski in zdaj smo pa Slovenski paraolimpijski komitej. Slovenski paraolimpijski komitej. Slovenski, tako. Ena vaša misel mi je še posebej všeč, ko pravite, ne preštevamo samo medalj, šport je mnogo več. Zagotovo. Vemo vsi, da medalje so samo 3 za vsako športno vsebino, za vsako športno panogo. Je pa res, da naš komitej ali pa Zveza za šport invalidov se trudi tudi na tem področju, da omogoča vsem invalidom, ne glede na invalidnost, kajti za vsakega se nekaj najde. Še tako težek invalid oziroma naj mi ne zamerijo nekatere, če ta termin jim ni glih najbolj pogodo, da ima neko športno vsebino, lahko športno panogo. Zdaj, zakaj nam šport pomaga tudi? Pa tudi v privatnem življenju, marsikaj. Jaz sem se upal pogledati dekle po koncu točno takrat, ko sem že bil mal športno aktiven, samozavesten in tudi te stvari so pač lahko prisotne. Ko ste rekli dekle, ste imeli v misli gospo Marijo? Ja, takrat še nisem poznal nje. Aha, tako. Ja, saj še danes ne vem, kdo je kjer ga bolj osrečil, ona mene ali jaz njo. Jaz mislim, da sta drug drugega zelo osrečila, zato pa to traja. Naj še traja. Ja, danes praznujemo in govorimo o srečnih trenutkih, pa vendarle ne moreva tudi mimo izzivov, ki jih ne manjka v športu invalidov. Ja, zagotovo. Seveda, nikoli nismo zadovoljni s tem, kar imamo. Čeprav predsednik se mogoče ne bo ravno z mano strinjal, se tudi jaz vedno z njim ne strinjam. Bi pa tole, gospod minister, 100 dni vlade že mimo, tako da lahko tudi kaj vprašam ali povem. Namreč, ključno z obema prejšnjima direktorjima Univerzitetnega zavoda za rehabilitacijo invalidov smo se zelo prizadevali, namreč slovenski invalidi, športniki, nimamo nekega večnamenskega objekta, da bi mi to izvajali priprave, rečem mi, jaz sem še rekreativc, priprave, kakšna skupna tekmovanja, ne vem kaj. In zdaj se pa malo iščemo po Sloveniji. Vse posod smo dobrodošli, samo tu so prisotne tudi razne arhitekturne ovire, pa ne samo za stop v dvorano, tu so še spremljajoči objekti, sanitarije, garderobe in tako naprej. Je že bila tu precej daleč pred leti, že neko 4-partitna pogodba podpisana, sam potem se je vlada zamenjala, drug predsednik nas prejme lepo na kavo povabi, vse vljudno, potem mine 2-3 leta, 4 leta. Zakaj to govorim? Ker sem bil v večjih Evropah, pač v večjih mestih, v teh rehabilitacijskih centrah in najprimernejša lokacija nekje blizu rehabilitacijskega centra, kajti tam so sveži pacijente preko in je to spozna in vidi, da če njegovi predhodniki njim to koristi, ampak zdaj se malo zapleteničil, ampak upam, da se razumemo, gospod minister. Vi bi radi dvorano, če skleneva in povzameva.
Tako iskrivo ste dejali, ne, tako kot je vedno v vsakem dobrem sodelovanju, da se ne vselej strinjate z gospodom predsednikom, ampak se pa oba zelo strinjata s tem, da je ta zbornik izjemen in odličen, ki ste ga vi uredili in ga boste, spoštovani gostje, dobili tudi kot darilo nocoj. Ja, se ne vem, kdo je mi ga je ukradel, da je bil že predstavljen gor, ne? Ko sem nekako se dogovoril, da bo izdan po prireditvi, ne? Ampak ne glede na to, hvala Bogu, da je ratov, da imamo že kaj videti. Ne? Ta zbornik pa zajema en tak telegrafski prikaz 60 let in še predtem neke dogodke zgodovinske. Prosim vas, ne gledajte ga po kvantiteti, po neki, ampak po vsebini ga brejte. Ne? Bilo je res potrebno pregledati nekaj tisoč rezultatov, verjetno smo naredili kako napakico, ne napako, tako da pač se zgodi, ne, da je tisti rek še zmeraj velja, kdor dela greši, ne. Ampak upam, da smo čim manj grešili. Ob tej priliki bi se zahvalil vsem kolegom mojim, tudi v tem odboru, čeprav je že marsikdo od njih obupal, ne, pa me ni hotel, pač, ampak smo vztrajali, to je Ernest, kolega Ernest, Igor, Janez in pa Uroš, tam je bil še najbolj potrpežljiv sin. Po sorodstveni dolžnosti tudi, ne. Ko že omenjava knjige, bi jaz omenila še eno knjigo in sicer knjigo z naslovom 20 nageljnov in voziček. To je knjiga o življenju gospoda oziroma Jožeta Okorna, zato toliko vem o njem in to je res navdihujoče branje. Če še niste prebrali te knjige, jo toplo priporočam. In v knjigi je mnogo ganljivih, čudovitih zgodb, pa tudi iskrivih, duhovitih in nabritih. Sem si pripravila, da bi kakšno prebrala, ampak je Jože tako izjemen govorec, da predlagam, da raje on pove kakšno zanimivo anekdoto. Ja, predno mi vtenesili z odra, bi še nekaj drugega povedal. Da bi se ob tej priliki pa jaz zahvalil tudi v času mojega sodelovanja kot športnik, tudi nekega malega funkcionarja, bi se zahvalil predvsem vsem svojcem. Svojci so tisti prvi, nekaj jih je kar med nami, ki se srečajo z invalidom, z invalidnostjo doma in brez njih verjetno tudi teh današnjih prireditev oziroma uspehov ne bi bilo. Ne. To si moramo zavedati. Še toliko bolj pri nas invalidih kot pri neinvalidih. Ne. Gospod Hočevar Franc, da je bil kar nekajkrat bivši direktor, je bil nekajkrat predsednik raznih organizacijskih odborov za tekmovanja, ne. In je rekel, to je 1x2 organizacije, ne, za razne prireditve. Če je pri neinvalidih eden, je tukaj 2 morata biti, ne, pa tudi usposobljen kader. Ko sem pa pri tem organizaciji raznih tekmovanj, bi pa še to povedal, ne, pa to ne leti na tega ministra, Bog var, da smo pač tudi na te uradne inštitucije, vladne, ministrstva, včasih bili sekretariati, ne, toliko let nazaj, ne, in smo zaprosili za neko vlogo, ne, pa smo po dolgem času dobili odgovor z neko vsebino, da pa nam dovolijo se ukvarjati s športom. To je bil odgovor. Ne. Ja. Ko ste omenili družino, ena vaša gesta me je prav ganila in sicer, da ste se odločili izkupiček od vaše knjige 20 nageljnov in voziček podariti oddelku za nedonošenčke s posebnim srčnim namenom, ne? Ja, to smo imeli doma, pač tak primer, hvala Bogu, se je vse lepo končalo, ne. Vnuk Pan me že zdaj inštruira računalništvo, mobitelja, pa da ne govorim še naprej, ne. Ja. Pa vam gre v redu? Ja, prav smešen ostanem pa njemu, ne. Ja. Zdaj v teh anekdotah, ne, pa lahko eno, če ni nujno, lahko? Nujno je. Vsi poznate, da mi vozimo na ročno upravljanje avtomobil, ne? Pač ne, zaradi invalidnosti. Imel sem kot vsak verjetno začetnik Fičkota, ne, potem Katro. Imel sem predelano Katro in ni bilo še avtoceste, jaz sem z Dolenjske doma. Ni bilo še avtoceste, tam po Dolenjski cesti dol proti Šmarju Sap, ob petkih popoldne domov, ne,
In ponavadi je bilo veliko štoparjev, štopark, ne, tam ob cesti. Jasno, da peljem dol, ne, sem pač čakal, če bi kaj samo eno štopala, ne večjih. Ne. In sem pač rekel, zdaj pa moram, sta bile pa dve. Ne. Stavim, ne, in dol proti Šmarje Sapo pa začnejo vriskati, vpiti noter, da ne vstavim avto. Zakaj sem je komaj potem razumel? Zato, ker nič z nogam ne vozim. Ne. Da sem z rokam vozim. Ne. Uspel sem jim to dopovedati, no, en prva je šla ven v Ivančne Gorice, druga je šla v Novo mesto, jaz sem bil pa iz Trebnjega in potem mi je dovolila, da je do Novega mesta pela. Še enega pa končam. Ne? Sam še pod vprašanje, a v tej zgodbi je že bila gospa Marija? Verjetno se mi je tudi že to povedal. Pa še eno anekdoto ste rekli. Ja, to recimo, ko smo govorili 60 let in tak naprej, ne, organiziranosti, ne, saj jaz osebno sem tukaj bolj občutljiv na zgradbe, na objekte, če ima stopnice, če nima dvigala in tak naprej. In smo imeli kar nekaj desetletij prostore te organizacije v nadstropjih. Prvo, drugo nadstropje, medetaže, stopnice. Ne. In so nas tudi, mi imamo šele dobrih 20 let prostore, ki so pa dostopni tudi za invalide, pa za vozičkarje. Ne. No in to je bil ena pisarna prostor na Malinškovi ulici in so visoko prvo nadstropje in so se tam dogajale vse te pač administrativne birokratske zadeve in takratni predsednik Ernest Jazbinšek je skliceval seje tekmovalne komisije, katere sem bil član. Član je pa bil tudi predstavnik slepih, gluhih, ne, in pač tudi ostalih verjetno. No, zdaj je bilo pa treba mene spraviti gor, ne, v to visoko prvo nadstropje. Ne. Ta predsednik, ko sem ga omenil, bil zelo racionalen, ni sklical seje dopoldne, popoldne, proti večeru. Ne. Zdaj pa je bilo treba mene tudi dol spraviti. Ne. Jasno, vse seje sem mogel biti zelo prijazen, ne. Čeprav smo vsak svoje športnike zagovarjali, da mi bosta gluh in slep spravila dol po stopnicah. Ne. No in gremo po teh stopnicah, je pa nekako ozke stopnice, zavite ni šlo tako čisto lepo gladko, ne. Pa pravi, ta zadaj za mano je bil slep, ne gre bolj počas, ne, on gluhi, ne. Sem rekel, ali ne sliš? Ja prav, jaz pa ne vidim. In pač kaj sem pa jaz, ne. Problem je bil tega Pavla Ribiča, ne, slaboviden, ga peljem domov v Šiško, zmeraj po seji in tisti večer je bilo malo megla, ga vedno na istem vogalu dam, ven mobitelov ni bilo in potem njegova žena, partnerca po navadnem telefonu kliče domov, kje je, sem ga pa na napačni vogal dol dal, ne. Je pa tudi šel pač v drugo ulico, jaz ne vem pomagati. Da sem se vse srečno končalo, ne. Ja, mislim, to je pa to kolega Tine Gorenc, ne, oprosti predsednik, ni v protokolu, Tine Gorenc, smo pa dosti skupaj trenirali, prvi paralimpic, tudi dobitnik medalje svetovnega, pa šla na tržnico posadje, ne, to je bil za nas, ne D-vitamin, je danes modern, C-vitamin. No in hočemo na tržnici plačati pri branjevki in ta branjevka ne bo ta plačala zastonj. In pa smo se smijala, da imamo denar. Ona leti tam po tržnici, poglejte, na vozičku sta pa nesramna, še smejeta se. Ja. No. Hvala, ker ste tudi nas nasmejali. Gospod Jožef Koran, hvala. In nadaljujemo zdaj z veseljem plesa. Z nami je danes odličen paraplesni par, Lara Nedeljković in Klemen Dremelj. Predstavila bosta temperamentno brazilsko sambo. Lara in Klemen, dobrodošla!
Come on, everybody, don't stop this. Come on, everybody, don't stop this party. Lara Nedeljković in Klemen Dremelj. Iskrena hvala za to energijo. Spoštovani in spoštovane, ob današnji slavnostni priložnosti še pesem Toneta Pavčka, ki pravi: Ne verjamite njim, ki pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za nas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Naše je, da naredimo iz njega vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjamite komorkoli in karkoli. Verjamite pa, če morete, moji zgodbi. Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: In nikar se odslej ne boj življenja. Tako jaz zdaj govorim po njem podobne besede. Ne bojte se življenja. Naj pluska v vas z vso silo. Naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi življenje imelo rado vas. In rade volje zdaj med nami pozdravljam šopek podpornikov. Vsak športnik je zgodba in vsaka zgodba ima svoj zaplet. Izbira življenja onkraj meja je pot do svobode, onkraj vseh meja pa pot do junakov. Paraolimpijski komitej tudi nam omogoča, da skupaj rastemo in se razvijamo. Zato vse najboljše enemu naših redkih, a toliko bolj srčnih partnerjev. Start Your Impossible tudi v 7. desetletju svojega delovanja. Lidl Slovenija, Zvezo za šport invalidov Slovenije, Slovenskim paraolimpijskim komitejem sodeluje že od leta 2016. V tem času smo skupaj prehodili zelo zanimivo pot. Dvignili smo prepoznavnost slovenskega parašporta, stkali res trdno partnerstvo, izpostavili izjemne posameznike in ekipe, ki na svetovni ravni dosegajo zavidljive rezultate in nenazadnje s programom Postani športnik zastavili trdno prihodnost. In naj povem še to, da tudi naši zaposleni so v tem času postali veliki navijači in privrženci naših slovenskih parašportnikov. V letu, ko tudi Lidl Slovenija praznuje svoj 15. rojstni dan, praznujemo skupaj z zvezo, praznujemo skupaj s športniki in z vsemi, ki skrbijo za to, da slovenski parašport tudi v prihodnje svoje poslanstvo izpolnjuje na vseh ravneh. Držimo ta tempo še naprej in vse najboljše vsi skupaj. Zveza za šport invalidov je tista organizacija, ki pomaga slovenskim invalidom, da izpolnijo svoje sanje, cilje, ki jim pomaga, da dosegajo vrhunske športne rezultate. In ti športni rezultati niso namenjeni samo njim, so namenjeni tudi vsem ostalim. S svojimi dobrimi rezultati, s svojimi uspehi namreč pomagajo tudi nam ostalim, da živimo neke sanje in da vemo, da jih lahko tudi uresničimo.
iz srca hvala vsem, da je treba živeti in sanjati po svoje, pa nam bo zdaj zapela Leja Sirk. Povabi me v dan, naj začne se s plesom in utripom srca, ki bije hitreje, ko se srečava mi dva. Po svoje. Povabi me tja, kjer ljudje ne gledajo vsak svojo stran, da mirno delim, čutim, živim in govorim po svoje. Odpelji me, po svoje. Vzemi me na svojo stran in pelji me v svet neznan, da ne boš več sam, omamljam naj in dan. In najdi me, ker drugih ni, in pusti me, da zaživim, da ne boš več sam, omamljam naj in dan. Odpelji me, po svoje. In to je vse, kar je, s tabo dobro je. In vzemi me, in najdi me, in pelji me, in pusti me, na svojo stran, v svet neznan, da ne boš več sam, omamljam naj in dan. Vzemi me na svojo stran in pelji me v svet neznan, da ne boš več sam, omamljam naj in dan. In najdi me, ker drugih ni, in pusti me, da zaživim, da ne boš več sam, omamljam naj in dan. Odpelji me, in po svoje. Odpelji me, po svoje. Po svoje. Najlepša hvala. In spoštovani in spoštovane, na oder zdaj z veseljem in spoštovanjem vabim gospoda Bogdana Gabrovca, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Gospod Gabrovec je vprašal, a moram kaj povedati? Kakor se boste odločili, vidim pa, da na oder niste prišli praznih rok. Spoštovane in spoštovani, če je kaj danes ob praznovanju olimpijskega dneva, ki ga praznujemo že 3 oziroma 4 dni, lepo in najlepše je to ta dogodek, ko sem počaščen, da sem lahko med vami.
Ne bom naštel vseh lepih dogodkov, ki se dogajajo med Paraolimpijskim komitejem in pa Olimpijskim komitejem. Mislim, da smo stkali pristno, prijateljsko vez in Skupaj zmorete vse. želim si, da tako ostane še nadaljnjih 60 let, zapravi drugih 60 let, če se spomnim, da je bilo rečeno, da je to prvih 60 let. Damjan, prijatelj, izvoli. Največ, kar lahko damo, je največjo priznanje častna listina. To je priznanje tebi, vsem vam in paraolimpijskemu športu ter vsem invalidom v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala, gospod Gabrovec, in naj bo to tudi priložnost za prijazno povabilo, če morda še kdo želi spregovoriti, izraziti spoštovanje in čestitke, sicer pa vam v očeh berem, da boste to storili na pogostitvi, ki sledi zelo kmalu. Dovolite še, da vas povabimo na krakovski nasip v Ljubljano, kjer je od 16. oktobra na ogled zares izjemna razstava. 22 panojev z bogato vsebino in izvrstnimi fotografijami, na ogled pa bo ta razstava do 16. novembra. Hvala za vašo pozornost, hvala, da ste bili z nami. Iskrene čestitke za prvih 60 let, naj jih sledi še mnogo in bom ponovila besede gospoda predsednika, skupaj zmoremo vse, tudi na pogostitev. Thank you.